Fino smo naredili. Zdaj pa po vseh teh zapletih se grem pa lahko spet kopati. Tako da, ja, lejte, kad dol pogledaš, mečkem pa tudi meni se kolena zatresajo in tako. Ful sem navdušen nad tem mestom. Lejte, pa se vstal takole, ne? Žal, sranje. Odhajam, šefe mi odpira, oziroma njegov sin je šef. Šefe, recite, kakvi su vam gosti Slovenci? Odlično, super. Sa Slovencima uvek sam radio i zaradio i ranije. I isto i Kosovo, pre rata jugoslavenske. Super, tako da če greste v Tirano, sem pridite, lejte kako super hotelček, če boste z avtom, super parkirplac, sadja ima gospod cel kup in prav, da je vsem na voljo, tako da tukaj so se res dober in res toplo priporočam. Sem že ven iz Tirane, ne moreš verjeti, ful gužva, čez minuto nikjer nobenega avtomobila, tako da ta gužva huda je sam v Tirani, drugače so pa ceste čist prazne. Zdaj grem najprej pogledat en kanjon, eno jezero, ki mi je na poti do ene zanimive vasice, ki grem, kjer bom tudi prespal. Sicer sem vzel malo okolpot, malo daljša, zato da bo zanimiva, no naj pa sam povem par vtisov še, dokler so še sveži. Lejte, iz tistega hotelčka v Tirani sem res kar malo težko šel, ker je bilo res dober. No na konc mi je še šefe dal, ker sem se poslovil, rekel počak, in lejte, mi je še 2 breskvice dal. Mislim, sej, kaj te breskvice so, ne vem, vredne 15 centov ali pa 20 centov, ampak vidite, kako prijazen, tako da, če boste šli v Tirano, res priporočam ta hotel. Zaradi gostoljubja, zaradi zajtrka, zaradi sob, pa predvsem zaradi bližine centra, kamor greste lahko peš. Tako da, še ena super izkušnja, sem prepričan, da grem pa tudi danes naproti novim in zanimivim dogodivščinam. Tole postaje kar zanimivo, lejte, tamle se po mojem kanjon začne, gore okol, sicer makedam, tako da gre čist počas, ampak tam v bistvu najprej kanjon, polnes pa po slikah sodeč čaka eno zelo lepo jezero, kakšno točno bomo pa videli. Tale čez tale most je pa kar huda. Sicer mi kdaj pravite, nič posebenega, sam veste, koliko je kje v hrib ali pa koliko je kje v dolino, se to na kameri ne vidi. Je v živo še enkrat hujš, kakor je videti na kameri. Tole smo na začetku kanjona, glih noter smo prišli, saj ne vem sploh koga bo, ali bo to dolg čas, ali bo še kaj posebenega, ali ne bo. Lejte, tlele zanimivo, lepi slapček, avto sem parkiral tlele tik ob cesti, tlele je en tak most, ker nisem čist prepričan, če začesjet. No, pa bom riskiral, pa se kele malo sprehodem. Poglejte tole, jaz sem prepričan, da je tole jez, da so tole zajezili reko in odzad je potem pa jezero. Prepričan sem, no. In po tem jezu so tudi cesto speljali, sploh v drugi ne gre, sem mogel prešaliti, tako vidite, ko se avto tam dol pele, tako da jaz mislim, da gor nas čaka čudovito jezero. Imel sem dober občutek, res je, lejte, tole jez bil in tamle po vrhu jeza sem se po teli cesti pripelal, lejte pa kako je nizka gladina, po mojem je kdaj pride do vrha, tu je 15-20 metrov razlike, drugač pa, lejte, jezero čudovito, jaz mislim, da se bomo še kam dvignili in bo to še bolj lepo videti.
Zdaj se dvigujem tukaj ob jezeru gor po zanimivi cesti, mislim zanimivi. No, lejte, tle en parkirplec, ampak ne bom še tle ustavil, ker mislim, da se bomo še kar dvignili. Pa da bo jo še bistveno boljše točke za slikati in snemati jezero. Je pa, vidite, spet pri meni ne gre brez teh slabih cest. Tole bo pa ful dobra razgledna točka na jezero. Ajde, malo tele žice motijo. Tamle dol vidite, kako veter piha. Drugače pa no, jezero lepo, zanimivo. Če bi bili še malo višji, bi se še boljš videlo. Sej, mogoče pa bomo. Nikoli ne veš, kam nas bo tale cesta še pelala. Bomo videli. Poglejte, na kakšni hudi lokaciji je tale restauracija. Tle od zadej hribi. Lejte, še bolj zanimivo pa tole dol. Lejte, kakšen razgled na jezero. Tamle, ne vem, če vidite, so pa neke hude stopnice in tam kar nekam hodiš. In tamle dol je tabla, da je treba tle v restauraciji €1 plačati, da jih lahko uporabljaš, tako da jaz zdaj tle na kavico, pa tale € jim plačam, pogrem pa gor, kot tam mora biti tudi ful hud razgled, tako da komaj čakam tole je pa ful dober. Iz te restauracije se odpravljam kele na tistele neke stopnice, €1 sem plačal, ubil sem seveda merelke, prej sem bil na tikačih, in zdaj grem tole gor, imam občutek, da bo ful zanimivo. Tako, kot sem pričakoval, tole je ful zanimivo. Dobre potke, super razgledi. Lejte, zdaj vidite, po kakšni cesti sem se gor pripeljal. Lejte, kako je vijugasta. Jezero je zdaj videti večji, kakor je bilo prej videti. No, lejte, zrem pa čist tjale gor, po tistih stopnicah. Upam, da pol še kam naprej. Bomo videli. Zanimivo so tole naredili. Vidite, moraš sicer plačati €1. €1 se meni ne zdi velik za razgled, ki ga bomo gor deležni. So pa tudi kar nekaj dela imeli tole zrihtati. Lejte, to so vse noter, so ulejte, kakšen lep metulj, v živo skalo. Sem mislil metuljčka, pa ni še, lejte, še dale boljš. Wow. Ful hudo tole. No, tle bi se prišlo tudi tlele gor, ampak pojmo po štengah, če smo že štenge plačali. Tam zgleda je še neka, a je to jama, ali se sam meni zdi, ali je samo mal. A ne, se tu je do neke jame. Lejte, tle se konča. Imam še tle pol. Tle ni nič posebenega. Lejte, so pa tole, po mojem, da lastavke, oziroma neki ptiči so verjetno tle noter. To, če mene vprašaš, ne bi smeli sem spuščati zaradi ptičev. No, gledajte, razgled pa fenomenalen. Gledajte na jezero, pogremo pa še kale gor na tistole razgledno ploščad, ali kako bi temu rekel. Fenomenalno tole. Zdaj se pa še sprehodimo na tole razgledno rampo. Piha mal, tako da me je bilo strah, ker imam očala tukaj za majico, da bi mi jih kje odneslo, ampak sem tam očala pustil, tako da, ja, lejte, kad dol pogledaš,
mečkem pa tudi meni se kolena zatresajo in takole se bolj počutim, če se za ograjo prijemem, če čez v pravic povem. Tudi vse skup se malo maja, ne? In v takih trenutkih človek ni čist prepričan, če so čist vse dobro zavarili ali niso, ampak glejte, kakšen dober razgled. Tamle una restauracija na ful dobri lokaciji, lejte, tle dol grejo te štenge, da greš dol, sicer grejo vse sorte ljudje v natikačih, takih, ki niso nikoli po takih zadevah hodili, tako da je ful dober. Bom šel pa še malo naprej pogledati, če se da še kam naprej pride, tamle je neka pot, pa kele dol. Bomo videli, drugače pa super tole zgleda. Aha, lejte, še cesto pogledajte, lejte, kako je zvijugana. Po tej cesti sem šel gor in vidite, ni enostavno, no nadaljujem pa kaj naprej in potem tudi v eno čudovito vasico, tako da mislim, da je tole super dan, ki ga imam, tako da res fantazija. Zdaj sem tle splezal še na en steber. Škoda, ki je glih ta trenutek začelo pihati, pa je mečke nelagoden občutek. Mislim, saj nekaj kil imam, kar odneslo me ne bo, ne? Ampak bi pa raj videl, da ne bi pihalo. Ampak gledajte, tlele bo pa fenomenalen razgled. Bo, ne, kaj pravite? Lejte to, hudo, a ne? No, pa sem prišel do sem. Super, lejte, tle po tem kanjonu sem gor prišel z avtom, potem se tamle dvignil, tamle je jaz od zadej in sem šel dol po teli cestici gor in tamle je tista razgledna ploščad, ki ste pravili, drugače pa lejte, strmo dol, strmo dol. Tako da, dober je tukaj, dober, tako da sem vesel. Spet imam srečo. Ravno sem prišel od tam gor, zdaj grem od te restauracije naprej in lejte, dež začel padati. Vidite, da je šipa čist mokra in tudi zoblačilo se je, tako da imam ful srečo, da nisem prišel eno uro kasneje, ki bi bilo veliko slabše. Sploh ne vem, če bi bilo zajet po mokrem. No, zdaj imam pa do svojega cilja, tam, ki imam hotel, imam še 27 km, pa kar urco pa pol vožnje, tako da to se bomo po takili slabi cesti vozili, ampak na takih poteh se kdaj naredi, da se kaj zanimivega vidi. Ni nujno, da se bo danes, včasih pa se. Gremo naprej. No, tale cesta je bistveno slabša, kakor sem mislil, da je. Gledajte, se skoraj bojim. Madonna. Sem mislil, da bo malo boljša, no. Jaz sem glih pogledal po navigaciji, še ne 12 km imam ta zgale. Glejte, kako slabo tole kaže cesta. Je kar malo stresno tole. Nisem danes, zadnje dni nisem razpoložen za po takih zadevah voziti, res ne. Zdaj, zmeraj je pa slabš takrat, ko greš v hrib, tako da jaz upam, da se tu nehalo, no, hrib, da še teh 10-12 km, ki imam, da čim prej mine in to je to. Po dobri uri tega makadama sem prišel na malo bolj normalno cesto in moram reči, da sem kar vesel, no čeprav tudi te normalne ceste, ki je bolj takole ratajo, ampak tukaj je zgleda bil neki plas, sam tle ovim. Po dobri uri tega makadama sem prišel na malo bolj normalno cesto in moram reči, da sem kar vesel,
No, čeprav tudi te normalne ceste, ki je bolj takole ratajo, ampak tukaj je zgleda bil neki plas, sam tle v vinku ni, tle pa spet naprej asfalt, tako da bo boljš, bo boljš. Zanimiva cesta in potakili se vozim že ene 10 km, mogoče že malo več. Razgledi, kanjoni, vse živo, tako da ful hudo. Vidite, ne bi počakal, da bi jaz mem šel. V glavnem, no, cesta meni ful huda. Ta zdaj, ki je asfalt pa potakemle, ne, to je podobno kot Vršič in take zadeve imam jaz rad. Prej sem govoril, da gremo eno vasico, gorsko, no, se moram popraviti, to ni vasica, to je kar mestece, bi rekel, ne. Sem si drugače predstavljal, ampak sem pa prepričan, da bo tole zanimivo, tudi ful zgodovino ima. Bom o tem več kasneje pogledal, zdaj grem najprej do hotela, da se tole spokam, pol bom pa probal malo na oglede, nekaj moram seveda še pojest. Probal bom vse ali pa čim več videti danes, da jutri lahko čim prej grem naprej, ker imam tudi že plane, ker se veste, dan je hiter prekratek. Kot sem vam že parkrat povedal, sem se tle navadil takole avto puščati, užgeš vse 4 žmigavce, pa greš, evo, tole ne bi bil pa moj hotel. Čakajte, telefon sem pozabil. Wow, poglejte to. Moja nova soba. Glejte, kaj je to moderno. 38 € za zajtrkom. Evo, super, še misco imam. Ful, sem navdušen. Glejte, moderno, moderno, moderno. Super sem tole zadovoljen, super, še kele imam fino razgled, sem sonce, si je, ful je dober. Zdajle se gre malo sprehoditi po tem mestu, me pa takoj v Čipalu, lejte, tamle gor v hribih visoko, ena ogromna stavba. Sem gledal po zemljevidu, da nekam v hribe ena cesta voz, tako da to bom šel mogoče jutri, kad tle zaključim, pa bom šel gor, preden grem naprej. Zdaj se grem pa malo po mestu sprehoditi. Tole je primer enega zelo lepo urejenega mesta. Bi rekel, da si nekje v Evropi, v Nemčiji, vse tako lepo urejeno. Aha, vejte, tole, tamle, kaj vidite, bo najbrž grad. Se bomo sprehodili do gor. Ful dobri razgledi dol. Jaz sicer malo razmišljam, da prej bi šel v ta grad, bi šel jest, ker imam pol bolj, ko sem set, imam bolj voljo za oglede, ke pa lačen. Tole je pa bazar, nekaj tacga, ko v Sarajevu baš čaršija, da se bomo sprehodili, bo zanimivo malo videti. Res zelo velika podobnost. Lepo urejeno. Verjetno tudi tisti, ki radi nakupujejo, marsikaj najdejo za sebe. Jaz nakupovanje sovražim, tako da tudi če sem s kom, ki rad kupuje, me to ob živce spravlja, pač sem drugačen. Koga pa moje stvari ob živce spravljajo, tako da tako smo to ljudje navajeni. Ful sem navdušen nad tem mestom, ful je lepo, tudi vidim, kar nekaj imajo izbire za jest, tako da nisem se še odločil. Bom pa najdel nekaj. Zdaj sem že gor prišel v enem delu gradu, sedaj sem šel izključno zato, ker je bil tukaj
table za eno gostilno. A je to tule, ali je tam, tamle je dol neki restoran. Ne boste verjeli, dol sem najdel en restoran, že mislil noter jet, pa tam en pobec bil, vprašam nekaj za eno hrano, kaj je to, ne, mi razloži, sem rekel, dobro, grem, tu bom, in pa mi pa pove, da pa nimajo več na voljo. Tudi tam le en restoran, lejte. In sem ful hodil to. Če grem to prvi tle pogledat, pa da vidimo, kaj bo tle, pa gremo pa še dol, nekaj bomo že najdeli. Dobro jutro! Nisem vam včeraj pokazal, da imam tudi super balkon v sobi, lejte, orenk, prostoren in fini razgled po okolici. Lejte, tamle je grad, ki ga grem danes še pogledat. Sem, lejte, kar visoko, v 4. nadstropju. Drugač dol se vidi, da smo visok, v daljavi se celo morje vidi, ne vem, če se bo to videlo na kameri ali ne, kamor danes tudi grem. Lejte, tamle eno jezero, jezer je ful velik, pa tamle je še eno, pa tamle še ne dva. Ful je tega, no, tako da hotel sem vam pa predvsem še ta balkon pokazati, sicer ga ne bom nič koristil, ampak če bi bil več dni tukajle, je pa fino, da imaš takle balkon. Zdaj pa na zajtrk. Da vam pokažem zajtrk, ne moram fejstupati, ker je veliko ljudi. Tole je to, takli lepi jemo. Potem pa, lejte, tole, meni je predvsem zadišala tale pečena paprika. Upam, da me ne bo kdo drug pobral, ker jo bom jaz. Pa seveda začel sem pa izsadim, tako da sem zelo zadovoljen. No pa potem pa sirček, paradajz, kumarice, tako da sem zadovoljen. Zdaj si grem pa še pogledat grad. Včeraj sem si ga čist na hiter, ampak se je že mrak delal, ker je tista moja večerja tuk cajta trajala. Najprej preden sem najdel, pa sem čakal, da pride so me sploh po strč prišli, pa sem čakal, da sem dobil, tako da je trajalo in trajalo. Evo, zdaj sem tle čist pri vhodu v grad. Naj povem, avto iz hotela sem se odjavil, avto sem pa pri njih v garaži lahko pustil, so mi dovolili. Prav sam je vprašal, preden sem jaz vprašal. Pa imam pa namen še kele gorjet, čem pot najdu, tu se gre z avtom. Zdaj sem pa tle, lejte, čist vhod v grad. Zdaj, ta grad, zakaj je znan, sem bral mečkan zgodovino. Ta mest so Turki večkrat oblegali in ga niso mogli nikoli zavzeti. Pač je strateško na taka lokaciji in šlo zdaj ta grad je za menoj, ampak glih direkt v sonce sije, tako da moram dobiti neko drugo lokacijo, da vam ga malo pokažem. Lejte, sej tle bo zdaj šlo. Lepo. Lejte, tle bom tudi noter šel, neki muzej, ki 4-5 evrov je vstopnina. Je lepo, lepa zadeva se mi dohpade, tukaj v hribih. Lejte, no, tukaj bo tudi lepa fotka za na Instagram. Zdaj pa par fotk naredim, pogrem pa še noter. Upam, da ni noter prepovedano snemati, ker če je, pa sploh ne vem, če bom noter šel, da sem čisto iskren, ker ne vidim razloga, zakaj ne bi smo noter snemati. Zdaj gremo pa še noter v grad, da vidimo, kaj pa še noter lahko vidimo. Verjeten, da ni slabo. Sem že noter, vstopnina je dobre 4 evre. Lahko se slika snema samo s flešom. Ne smeš slikati, tega jaz snimam,
A, tle pa tudi piše, da tudi kamera, ne, tako da bom pa tole kar ugasno, pa pol od zgoraj, ki bo bolj zanimiv. Tole mi je pa najbolj všeč v tem gradu, ker se veste, tisti, ki me poznate, nisem zdaj jaz, da bom neki muzeje gledal pa to. Ampak, glejte, tale razgled je pa fantastičen. Tlele najprej na to mesto Kruje, čisto v strmini, temle v tisti smeri je moj hotel. Pa lejte dol, temle se že morje vidi, tja v tistole smer grem jaz danes. Jezera so, lejte, temle je eden, tlele od zadaj še kar nekaj vidimo, da vidimo, kaj je tle, če se malo nagnemo, ko je vide dol. Aha, vidite, tle smo noter prišli. Aha, dobro sem šel gor, lejte, se bom še kele dol sprehodil. Zapuščam tale čudovit hotelček. Zdaj grem pa še gor v hribe, pol pa na morje. Zdaj se moram po teh ulicah znajdeti. Dobro, da obstajajo ta Google navigacije pa to. Drugače sploh ne vem, kako bi kam prišel. Še tole mi vse sumljivo zgleda. Tle tudi piše, da je, aha, evo, lejte, pa se vstal takole, ne? Žal, sranje. Po telih ulicah se še navigacija ne znajde. Kaj šele jaz. Zdajle upam, da sem na ta pravem tiru. Sem se pa kar lovil en cajta. Drugač pa tole odlična panoramska vožnja. Uživam v njej. Tukaj je ena restauracija. Vidite, če bi mu človek cajt, ne, bi šel na kavico. Tlele je dol hud razgled. No, tukaj boste pa dobro videli tole panoramsko cesto, lejte. Sem prispel gor, tole dol, ki vidite, je ta mesto Kruje. Lejte, tamle grad, tistele velika stavba. Lejte, to je pa ta stavba, ki se je od spodaj tako lepo videla. In zaradi nje sem tudi gor šel, ker sem videl, da nekaj je. Zdaj grem pa tamle dol, je pa en tempelj iz 14. ali 15. stoletja. Bomo videli, kaj sploh je. Dol se gre takole po telih stopnicah. Me prav zanima, kaj bo tukaj. Tukaj je en kip. Tlele dol mojstri ovco kolejo, neglih najbolj apetitlih videti. Aha, tole bi pa ne bilo to. Pogledati. Aha, to je samostan, bi rekel, pa zdaj ne vem. Pravoslavni so bili običajno taki. Not v skalah skriti. A vidite, zanimivo. Idemo še naprej. Tukaj je en pokopan. Tukaj, kaj je pa tukaj dol, gremo pogledati. Tukaj so neke, tudi tukaj najbrž so neki ljudje pokopani. No, tukaj bo pa najbrž konc vsega, ja. Ja, takole je to videti, no. Zdaj, zanimivo. Tukaj je pa ful dobra razgledna točka. Glejte, vse se dol vidi. Tle pa noter tudi nekdo živi, po mojem. Neki varuh tega. To sta tamle dva tista majstra, ki sta kole ta ovco. Kam se pa še tole pride? Neč dol tamle, tistole je dobra razgledna točka. Aha, ne, sem ne gre tudi tam. Tole je moja namestitev, nova. Prišel sem končno ob morje. Imajo fini parkirplac, lejte, zagrajeno za moj avto. Nisem pa vedel, lejte, da je tle betonska džungla okoli.
Čeprav kaj gor naprej je po mojem ful lepa plaža in tako da zdaj bo pa to ful prav prišlo, da imam bicikel in se bom z biciklom odpeljal kopat. Da vam pokažem moje novo prenočišče. Zunaj sem vam že pokazal, zdaj še noter. Lejte, všeč mi je, da je hladilnik, da dam noter pijačo, pa breskve sem kupil, placa, lejte, je velik, da lahko vse namečem. Kopalnica, velika, tuš, čist super, tako da sem ful zadovoljen. Dal sem pa za tole samo 25 evrčkov, tako da za 25 evrov pa ob morju cenejš pa res ne more biti. Nekaj vam moram priznati. Prelen sem, da bi šel z biciklom. Grem raj kar z avtom. Grem pa zato, ker je 6-7 km ta boljša plaža, ki je gor naprej. Ker sem jo enkrat že videl z enih hribov dol in hočem na uno, je cej plaža je tudi tlele 400 metrov, tu grem lahko peš, ampak jaz bi šel na uno ta boljšo, se mi pa ne da zdaj bicikl prvič ven z avta vleč. Tu mi je še največji problem, tistih 6-7 km bi že prevrtil, ampak grem kar z avtom. Še zmeraj lahko obrnem, če ne bo zaparkirati ali kaj takega, ampak bomo videli, grem pogledat. Končno sem tudi jaz na morju. Lejte, super plaža. Moram pa povedati, da je pa problem, če si sam na morju, zaradi stvari, ki jih imaš. Evo, jaz bom tlele, sem se uštimal na tole skalo, lejte, je kar težko do nje prideti. In tle bom vse stvari imel. In bom skozi mogel gledati, da mi ne bo kdo vzel. Mislim, se verjeten mi ne bo, ampak lejte, denar, pasuš, telefon, kamera, ključ od avta, vse imam, Tako da to je pa fino, če imaš še nekoga zraven. Drugače pa dajte v komentar napisati, kaj si mislite o teli plaži. Evo, gremo v vodo. Topla, v reku glihta prava. Lejte, plaža super in gremo zaplavati. Super, super, sicer se moram bolj tle držati, zato da imam stvari na oku, ampak super tole paše, super. Zagazil sem, zaradi ene budale, ki tamle rine v rikverc in sem mogel rikvercet, pizda sem budala, on pa tudi. Bom tle vprašal, če mi bojo pomagali. Fino smo naredili, da ne bo šlo. Dobro se je tole rešilo, ampak tamle sem pa še dva avta da sta une dva zagazla. Bom šel gor pa bom pokazal vam. Zdaj čakam, da gre en tlele zraven, tale da gre ven, ker tukaj jaz ne smem parkirati. Je pa tamle en parkirplec, sem je v Mivki, se pa ne upam, ne grem tu več riskirati. Tako da tlele je dober, ki ga mu rikverc dal, pa bojo sprednja kolesa na trdem, tako da bom vam prišel. Tamle je zagazal on, ki mi je prej pomagal, v bistvu se ta je bil kriv, da se je sploh vse to naredilo. Sem mu že posodil dvigalko, zdaj grem pa še pomagati mu tu, ker je tudi on meni pomagal, čeprav me na konc zaje. No, upam, da bom rešil. Zdaj pa po vseh teh zapletih se grem pa lahko spet kopati.
Mislil sem, da nas malo spočup, pa evo, neč od počitka. Je pa tamle ful huda plaža naprej, je kar sipina, mivk je ful visok. Se bom na hitro obrnil, sem se ne vidi, kaj proti soncu. Ampak, kaj je z avtom, ne grem več. Me je izučilo enka, drugače pa lejte, to so kilometri in kilometri takele plaže. Voda pa tudi, breku čista. Dober, se veste, če greš po mivki noter, ne, se pol malo ta mivka dvigne, ampak drugače pa super. Zdaj grem iz plaže. Sem hodil na plaži še video posnet, pa tukaj muska iz vseh strani špela, da ni šlo. V glavnem fantastično je bilo, lejte, jaz bi še kar vstal tle na plaž, ampak moram imeti nekaj pojest. Oziroma jaz bom šel paket, če bom kje parkirplec dobil. Tam, ko bom parkirplec bil, nekaj, ki se mi bo dobro zdelo, ker tam po centru sem videl ful velik restauracij, ampak nikjer nima za parkirati. Peš imam pa en kilometr zajet, se pa ne grem. Tle se je zdaj pa čist ustavilo, čist. Oske ceste so in vsi karinejo najbrž in je to. Ne moreš verjeti, neke šoferske kulture pa nimajo tle, zato se tudi ustavili. Tle stojimo vsi v koloni že 15 minut in zdaj je en odzad, tle se je pa najdu po Krmemšu in lejte, zdaj tamle je pa drug pa nasprot prišel in zdaj taka budala naredi gužvo, ne. Vede, oni niso samo glevo pešlo, ne, in takih imaš več in zato smo tle, ko smo, tako da to je ni. Vsak gleda najprej nase, tudi veste, tu kar vozijo tako, da se v drugih kraj umaknu, ne. Tako da jaz zmeraj, ko grem nasprot nekomu, tudi jaz bolj po njegovi strani vozim, zato da ga majčkeno zaskrbi, ker če vidi, da si ti umikaš, boli ga, ko se ti umakneš, ve, da soš ti umaknil. Tako pa ne, jaz kar tudi, jaz po njegovi strani, pa ni se pa še on malo umakne, pa se pa še jaz malo umaknem. Pač tako je to, ne. Zato pa je tle ta gužva, ne. Zdaj, če ne bi bilo, čakam pa tle že več kot 15 minut. Kakšen dan je za mano. Mislil sem, da bo danes malo počitka, da bo vse čist na easy, pa sploh ni bilo tako. Zdajle sem se vozil 2 ure pa pol iz plaže. Gužva, peš bi prišel še enkrat hitrejš. Ne vem, zakaj je ratala taka gužva, ampak ratala je. To je, glejte, ne, tu mora človek v mislih imeti, v turistične kraje ne moreš avgusta hoditi, ne. In to je to, ne. Tudi na večerjo nisem šel. Sej tam čez mesto ni bilo nobenega parkirplaca. Če si prej 2 ure pa pol v avtu, tudi nemaš zdaj vesela, tam je tudi bil sem slan od mivke pa take zadeve, da bi zdaj pa nazaj šel. Itak je že prepozno, ura je 10:30, hočem zdaj hoditi na večerjo. Dobro, se tudi ne bo noben problem, če ne bo večerje. Itak imam kil preveč, če bo šla kakšna deka gor, dol, čist dober. Sem pa pojel ene 5 breskov, ki sem jih, hvala Bogu, prej kupil. No, drugače pa še nekaj vam nisem povedal. Prej, ko sem od hotela z avta šel, bi jih malo karambol naredil, čist malo je falilo. 10 sekunde. En avtobus je tam ustavil, jaz sem lepo počakal, da je šel naprej in pokaj šel pa on naprej, jaz sem pa levo zavijal, on je šel po glavni, iz glavne prišel, po glavni šel in ker je velik, je pa za njemu bil avto, ki ga jaz nisem videl. In sem ga v zadnjem trenutku zagledal, zažlajfal, on tudi malo na stran šel, tako da se, hvala Bogu, nisem karambol naredil. Jaz si zamislite, da si tle v Albaniji naredim karambol, kje to popraviti, kako domov pridati. Bog se usmil, ne, tako da
Sem pol rekel, Madonna, imam pa srečo, res srečo. Sem si prav govoril, kako sem lahko zdaj srečen, da nisem tule karamboliral. Če bi karamboliral, kaj bi mu težav jaz tlele? No, nisem pa, ki mi eni učitate, da sem da snemam, pa pa tret, še luč bo crknila, da snemam, pa da se za to kaj naredi. Ne, glih tu, če snemam, ampak si sem rekel, da snemam vedmožno jaz tam, ki se pelem 10 ali pa 20 na uro, pa kaj ni nobene gužve. Ampak takrat si zbran. Tle sem bil pa nekaj zasanjan, ne, voziš ono fino in spregledaš. Če bi snemal, sigurno ne bi spregledal. Sam tako, mimogrede. Nič, jutri nov dan, jutri grem pa že proti Črni gori, tako da se veselim. Razen spočul se nisem nič. Ampak tudi zato bo cajt. Če ne prej, pa doma. Nič, lep pozdrav iz Albanije v Slovenijo.